Lep pozdrav vsem skupaj, hvala, ker ste prišli tokrat na ministrstvo. Geodetska uprava je namreč vse svoje prostore spremenila v prostore namenjene strankam, tako da danes organiziramo novinarsko konferenco tukaj. Povedali vam bomo, kako poteka vrednotenje nepremičnin oziroma kako v teh 14 dneh obvladujemo to situacijo. Najprej minister par besed, na kar bo nadaljeval direktor geodetske uprave Aleš Seviškar in tudi njegovi sodelavci, če boste imeli kakršnakoli vprašanja. Torej, najprej lep pozdrav. Vidim, ste se zbrali v kar velikem številu in se vam zahvaljujem za pozornost tej zelo pomembni akciji, ki že nekaj let poteka in prihaja nekako v prvi del zaključne faze. Razumljivo je, da je ta projekt, ki je začel nastajati pred kakimi 4 leti operativno, pa sigurno že več kot 4 leta nazaj nekako idejno. In je zelo razumljivo, da so ljudje zelo zainteresirani za ta projekt. Namreč približno 1,1 milijon obvestil smo poslali glede nepremičnin in to sam kaže, da je skoraj več kot ali pa približno polovica držav Slovenije vsaj lastnikov, če ne več, kajti na enem obvestilu je tudi lahko več lastnikov. Odkar sem na tem svojem mestu, sem ta projekt spremljal, redno bil informiran, smo tudi na vladi večkrat o njem govorili in nasplošno smo vedeli, da gre za zahteven projekt, ki prinaša tudi skrbi in zaradi tega se je ta projekt samega začetka zelo resno jemal. Vendar pri vsaki taki zgodbi so vedno tudi nekaj problemi, ki jih lahko naprej predvidiš in predvidiš tudi, da bo te probleme treba resno reševati in da bodo pri nekaterih tudi negodovanje izazvali. Vsekakor neka taka akcija, kjer nekako v psihi človeka pride takoj odziv, sedaj bo pa treba nekaj plačati za tisto, kar imam, povzroči in interes in razburanje. Moram povedati, da kar se tiče našega ministrstva, z davčnimi obremenitvami nimamo na srečo velikega opravka. Naša naloga je zgolj evidenca, ureditev informacije o lastništvu, kar je, če dobro razmislite, v dobro lastnikom. Namreč kot lastnik, vsi od nas imamo neke lastnine, sem predvsem zainteresiran, da imam te evidence urejene, pa če tudi časih na silo, ko moram nekaj izpolniti, pa nekaj na nek okence jeti, neke podatke preveriti. Ker je nekoliko tudi človeški naravi, da se hitro odzove in hoče v prvem trenutku vse hitro imeti urejeno, pa malo smo tudi vsi malo neučakani včasih, je nastala ena, bi rekel, napačna oziroma mogoče preveč vroča percepcija problema, kajti, gledajte, 84 milijonov podatkov je šlo med 1,1 milijon prejemnikov obvestil. V času do zdaj je približno 100.000 predlogov za spremembe prišlo. In če si malo razdelite te številke, je to približen dober promil. Od tega je okoli 10.000 predlogov glede in pritož oziroma komentarjev glede na ceno, kar je samo 0,1 promil. Se pravi, 1 na 10.000 podatkov na tem področju, zdaj neko pripombo doživel, pa 1 na 1000 nasploh predlogov. To je majhna številka in do konca te akcije se bo povečala, vendar tudi kakšen procent je izredno dober zadetek,
in zelo dobro natančno izpeljana akcija. Tudi mislim, da so aktivnosti naše službe Gursa in tudi po celotni Sloveniji dovolj dobre, da ne rečem še kaj več, kajti ljudje odhajajo iz teh pogovorov pomirjeni, z zavestjo, da so stvari v pravo smer teče, urejajo, vedno so pa kakšni prav, lahko rečemo, tudi komični primeri, nekih dogodkov, pač nekih neskladi, ki se tudi seveda popravijo, vendar veste čase kakšna taka zgodbica rata novica dneva. In mi ne smemo pasti pod vtis teh zgodbic in s tem celotno zgodbo postaviti v čudno luč. Nekak izvirni greh težavam so do sedaj neurejene evidence, kar se vleče še iz pred 60 let ali pa še prej, ko imovina ni bila ravno nekaj, kar bi nekdani sistemi radi preveč kazali in to urejenost. Potem se je cela zgodba nadaljevala z urejanjem zemljiške knjige in katastra, ki na žalost nista povezana. Tudi v zemljiški knjigi je kar nekaj napak in smo že razmišljali o tem, da kot en predlog nadaljnjih ukrepov bo sprememba zakona o zemljiški knjigi, kjer bi se že po uradni dolžnosti nekatere stvari avtomatično oziroma pri določenih uradnih spremenile, kot recimo primer, če je lastnik nekdo, ki je mu prej dekliški priimek, pa potem drug priimek in ki je evidentna sprememba potrebna, pa se pusti nespremenjeno. V izkušnjah, ki smo jih dobili prve dni, smo že nekatere spremembe in povečanje dostopnosti naših služb do porabnikov ukrepali, kar bodo moji kolegi tukaj več povedali. Tudi portal je verjetno nekoliko že prijaznejši, če ni bil na začetku preveč prijazen. Tudi enostavnejša sporočila spremembe lastnosti, okrepitev personala, ko ste že slišali direktorja Seliškarja, da imamo danes tukaj tiskovno konferenco, kjer so njihovi prostori zasedeni ravno zato, da povečamo pretočnost teh informacij. Tudi okoli podaljšanja rokov boste lahko kaj slišali. No, mislim, da cela akcija, pa ne bom govoril o eventualnih ali kakršnekoli nadaljevanjih v obliki davkov, ker to ni naše področje, mislim, cela akcija bo državljanom prinesla velike koristi. Tako da vložek denarja, ki smo ga kot davkoplačevalci dali, se bo sigurno izplačal že s tem, da bomo dobro vedeli, kaj imamo v lastništvu in približno koliko to stane. Jaz sem se pogovarjal z mnogimi prijatelji, tudi sam osebno sem gledal svoje ocene in sem kar razmeroma zadovoljen s isto vrednostjo. Glejte, če ste vi dobili neko cenitev, da vam neko rekel, da vam je stanovanje 250.000 evrov vredno od cenilca, tukaj je pa prišel 245, 249, to je neka taka razlika, ki mislim, da ni omembe vredna. Kajti to so samo informativne vrednosti, vi na trgu pa lahko svoje premoženje pač tržite po tržnih vrednostih, ki so nekoč lahko bile više od teh, ki smo cenili, danes so mogoče malo nižje, jutri bilo zopet više. Tako da tržna vrednost vaše imovine pa vrednost, ki na teh listkih nista enaka številka. Mi bomo v nadalje skrbeli za nov zakon o evidentiranju premičnin, ki predvidevamo v naslednjem letu, da bo že na tem nekaj narejenega, kjer bomo tehnično združevali evidence, zato da bodo te stvari bolj pregledne. Bomo skrbeli za boljšo grafično natančnost zemljiškega katastra in še za mnoge druge izboljšave, ker smo že do zdaj vedeli, kje so potrebne izboljšave, iz te akcije se bomo pa še veliko naučili. No, mogoče še za konec bi pač državljane Slovenije pozval k mogoče razumevanju, strpnosti do naporov naše geodetske uprave in razumevanje, da v bistvu je to v dobro
in da, tako kot pri vsaki stvari, je nekoliko potrpljenja potrebno, če gledamo, kakšna je korist iz tega. Hvala lepa. Hvala. Minister dr. Roko Žarnič, zdaj pa direktor Geodetske uprave Republike Slovenije, Aleš Seliškar. Hvala, še lep pozdrav v mojem imenu. Najprej v začetku nekaj statističnih podatkov, ki je sicer minister že nekaj navedel, potem v nadaljevanju bo pa moj namestnik pregled skozi razloge, zakaj prihaja do neusklajenosti oziroma kje so viri napak, ki se nam skozi obveščanje zdaj kažejo. Zdaj, kot je bilo povedano, mi smo skoraj 1.100.000 lastnikov obvestili o 6 milijonih nepremičnin. S tem smo v bistvu poslali v Sloveniji okrog 84 milijonov podatkov. Zdaj, če gledamo, koliko smo dobili pripomb na te podatke, jih je danes skoraj 100.000 teh pripomb, kar pomeni, da smo prišli malo čez 1 promilo vseh podatkov. Seveda pričakujemo, da bomo prišli, če govorimo o tem deležu, verjetno na kakšen procent ali pa nekaj procentov vseh podatkov. Zdaj, kako nam lastniki posredujejo te podatke? Približno slaba polovica lastnikov je posredovala do zdaj podatke preko spletne aplikacije. Dobra polovica se je pa oglasila pri nas na geodetskih pisarnah. Zdaj od teh na geodetske pisarne hodijo ljudje tudi spreminjati čist podatke, ne samo o lastništvu, ampak tudi podatke o nepremičninah. Samo na lastništvo je prišlo na geodetskih pisarnah, pa tudi nekaj preko spletne aplikacije 47.000 pripomb na lastništvo. In to so dejansko tiste pripombe, kjer mi lastnika rabimo, zato da povežemo pravo nepremičnino z pravim lastnikom, sicer bojo se te napake nadaljevale še naprej. No in od vseh teh pripomb, ker smo jih dobili, smo jih že dobre 3/4 obdelali, kar pomeni, da so bile te pripombe v redu, da so sprejete in da so evidentirane v registru nepremičnin. Tukaj, če pogledamo še malo strukturo teh pripomb. 24%, zapravi 1/4 je vezana na spremembe podatkov o nepremičnini. Kot sem rekel, že približno, tukaj piše 50% je lastništvo in deleži, se pravi spremembe deležev, ker kot veste, ali pa kot ste seznanjeni, je kar velik deležev, lastniških deležev prevzetih nepravilno, tudi v zemljiški knjigi je pogosta napaka v deležih, če tiste vlomke seštevate, boste velikokrat ugotovili, da ne pridete do številke 1, ker računalniki to ne razumejo, moramo seveda te deleže enostavno anulirati in postavimo in želimo, da nam lastniki sporočijo prave deleže, ki se bojo sešli na 100%. Naslednja zadeva je sprememba povezave parcela stavba, se pravi tukaj, ker, kot bomo videli, izhajajo iz pomanjkljive grafične natančnosti zemljiškega katastra ali pa pomanjkljivega zajetja, teh je bolj malo, ampak zdaj, da ne bom šel vse skozi, pomembni so še te podatki o pripombi na vrednost nepremičnine, teh je dejansko zelo malo. Čeprav se govori, da je za to vrednostjo, da so problemi, vidimo iz teh pripomb na vrednost, da tukaj na koncu zelo velikih problemov ni, seveda jih pa nekaj je, in lih temu je namenjeno obveščanje, zato je zakon o množičnem vrednotenju že določil naprej, da osnutek modelov, ki smo jih zdaj postavili, razgrnemo in da seveda pridobimo od lastnikov pripombe in da bomo na podlagi teh pripomb šele dokončno oblikovali modele vrednotenja nepremičnin. Toliko za začetek.